Dober dan, to je N1 studio. Pred vrati je prva letošnja interpelacija v vladi Roberta Goloba. Potem, ko je vlada na svoji zadnji seji združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, je opozicijska NSI uresničila napoved in začela pripravljati interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Ostro protestira tudi SDS. Danes je njen prvak Janez Janša skupaj z Lojzetom Peterletom, Dimitrijem Ruplom in Jelkom Kacinom nastopil na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in dejal, da je vlada potegnila izdajalsko potezo, da gre za strel z obema rokama v obe lastni koleni. V našem studiu sta zdaj Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Dober dan, dobrodošli. In Jelko Kacin, minister v osamosvojitveni vladi. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Če začneva midva, gospod državni sekretar, na vladi pravite, da ste s to združitvijo sledili številnim pozivom strokovne javnosti in veteranskih društev in da muzeja ne ukinjate. Ampak muzeja s tem imenom zdaj ne bo več, to je dejstvo. A v primeru interpelacije pravite, da boste svoje argumente vnovič pojasnili. Kateri so torej strokovni argumenti, zakaj muzeja slovenske osamosvojitve ne potrebujemo? Muzeja združujemo v večjo institucijo, ki bo imela več kapacitet, da se bo resneje in bolj strokovno ukvarjala z pomembno zgodovinsko temo, kot osamosvojitev je. Slovenski muzeji so pred velikimi izzivi. Imamo 56 muzejev, ki se financirajo iz državnega proračuna, 14 državnih, zdaj jih bo 13, in še 42 občinskih pooblaščenih muzejev. Veliko njih se ukvarja s temami osamosvojitev in tudi razpolagajo z zbirkami na to temo, lokalnimi in nacionalnimi. Ampak danes je vprašanje, kako pravzaprav muzeje opolnomočiti infrastrukturno, vlagati v prostore, v katere se 30 let ni vlagalo, vlagati v njihove programe, ki se spreminjajo in jih je treba povezati z digitalno preobrazbo. Se pravi, treba je povezati digitalne vsebine, ki jih je v muzejih veliko na razpolago, z klasičnimi muzejskimi vsebinami. In potrebno je delati na izobraževanju muzejskih kadrov za nova znanja in za predvsem vodstvene izzive, ki so jim muzeji zaradi velikih družbenih sprememb zelo izpostavljeni. Ampak ta projekt, se upravičujem, ta projekt prenove ste pa začeli ravno pri muzeju, za katerega bi lahko rekli, da je najbolj občutljiva točka. Gre za tako pomembno stvar osamosvojitev Republike Slovenije in vi ste se odločili, da boste prav tu s to potezo začeli ta proces, bom rekel, neke prenove, reorganizacije muzejstva v Sloveniji, če tako rečem. Morda tako izgleda navzven, ker je to dejanje sprožilo tako buren odziv, ampak v resnici se lotevamo muzej kot celote. Muzeji pravzaprav z letnim prometom 60 milijonov evrov predstavljajo kar 1/4 državnega proračuna za kulturo, zato je to eno od urgentnih področij, ki jih moramo nasloviti. In prav gotovo drobljenje na male institucije, kar je že v osnovi problem muzejev, predstavlja enega od problemov, ki jih v okviru reforme muzejske dejavnosti moramo nasloviti. In ustanavljanje novih muzejev brez kakršnihkoli strokovnih podlag ali razlogov temu prav gotovo ni v prid. Gospod Kacin, Muzej osamosvojitve nikoli ni zares zaživel, formalno obstaja zadnji 2 leti, ustanovila ga je prejšnja vlada Janeza Janše. Zakaj menite, da gre za načrtni udarec vlade po osamosvojitvi, to je bilo v sporočilu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, za zgodovinsko napako? Pravite, vlada je pogoltnila nekaj, kar se ji bo zataknilo v grlu. In kako odgovarjate gospodu Čeliku Vidmarju, ki pravi, da je to drobljenje muzejev, da je to problem? Glejte, gospod državni sekretar je politični funkcionar in to njegovo pojasnjevanje nima ne repa ne glave. Zgodil se je politični škandal, gre za politično odločitev. Jaz sem uporabil danes termin, da bo od danes naprej namesto službe za digitalizacijo bo nastalo novo ministrstvo in prva stvar, ki jo je ta vlada storila, je, da je pritisnila na tipko delete. In to zdaj ne gre samo za Levico, za vašo stranko, gre za vlado.
3 leve stranke so se vse hkrati odločile in 3-krat so izbrisale muzej osamosvojitve. To je najsvetlejše obdobje v novejši zgodovini. Generacije, ki so doživele drugo svetovno vojno, so pravzaprav odšle. Zdaj res samo še zgodovinarji lahko govorijo o tem. Ampak ko gre za osamosvajanje, pa imamo zdaj generacije, ki so šle skozi naš izobraževalni sistem, ki so na univerzah, pa še vedno nič ne vedo, ne o osamosvajanju, ne o sami osamosvojitvi. To osamosvajanje se je zgodilo predvsem zaradi demokratizacije, zaradi prvih demokratičnih volitev, ki so bile mogoče zato, ker se je v ljudeh nabralo dovolj poguma in odločnosti, da se z krizo prejšnje Jugoslavije, z umiranjem na obroke, ki se je vleklo skozi 80. leta, obračuna. In rezultat tega je pravzaprav prva demokratična vlada. Naj samo spomnim, to je bila Demosova vlada. Jaz nisem nikoli bil član nobene Demosove stranke. Jaz sem prišel kot član tedanje ZSMS in takrat sem bil namestnik obrambnega ministra. In od prenoviteljev je bila Jožica Puhar, pa je bil od ZSMS še Zoran Thaler. Skratka, ta Demosova vlada je bila nadstrankarska, je šla tudi v opozicijo. Dogovor o plebiscitu je bil skupen dogovor. Zato smo tudi del političnega telesa, ki do prvih demokratičnih sprememb pravzaprav ni mogel aktivno participirati v slovenskem političnem prostoru, povabili na referendum in zato smo imeli tak odziv in zato smo imeli tudi tak rezultat. Izjemen rezultat. Gospod Čelik-Vidmar, kako odgovarjate na to? Pravi gospod Kacin, vlada, vse 3 stranke v vladi so pritisnile na tipko deliti, izbriši. Tudi sam sem leta 1991 nosil uniformo teritorialne obrambe in tvegal svoje življenje za Slovenijo in prav gotovo je osamosvojitev eden od najsvetlejših, pravzaprav najsvetlejši trenutek v slovenski zgodovini. In strinjam se in mislim, da naše aktivnosti gredo v tej smeri, da se ta trenutek primerno obeleži in da se mu postavi primerno mesto v slovenskih muzejih. In mislim, da smo se osamosvajali in tako rekoč borili za to, kar smo se borili tudi za to, da bi dosegli boljše življenje in boljše storitve za državljane, tudi na področju kulture, tudi na področju muzejev, če govorimo o tem primeru. Vsi se še spominjamo in prav gotovo je to tudi eden od razlogov, da smo odšli iz nekdanje skupne države, da je pravzaprav takratna politična elita bila nesposobna soočiti se z realnimi družbenimi in političnimi problemi in se je pogosto skrivala tudi za nekakšnimi muzejskimi projekti. Vsi se še dobro spominjamo spomenikov, spominskih domov in raznih memorialnih centrov, ki so pravzaprav bili prazni, lažni projekti, za katerimi so se takratne elite skrivale, ker se niso bile pripravljene soočiti z resničnimi problemi. In tudi danes imamo tukaj resnične probleme, resnične družbene in politične probleme in tudi resnične probleme, s katerimi se sooča recimo sektor muzejev v Sloveniji in želimo jih strokovno in relevantno nasloviti. In v tem pogledu je tudi muzej osamosvojitve en impresiven projekt z lepim imenom, ampak pravzaprav zadaj za njim ničesar ni. To je prazen, lažen projekt, brez prostorov, brez zbirke, s komaj nekaj zaposlenimi, ki pravzaprav niso opolnomočeni, da bi se lahko s tako pomembno temo, kot je osamosvojitev, resno spopadli, jo raziskali in predstavili. In takih majhnih muzejev imamo v Sloveniji preveč. In zato je potrebno pogledati širšo sliko in se tega problema lotiti celovito. Prazen, lažen projekt, gospod Kacin? Jaz ne vem, no. Jaz ne vem, če ste dobro premislili to, kar ste zdaj rekel, ampak veste, to zdaj ni streljanje v lastno koleno, vi rafalno tolčete po svojih kolenih, lepo vas prosim. Imate muzej novejše zgodovine v Celju, imate muzej NOB v Mariboru, a so to prazni projekti, a so to nepotrebni projekti?
Nobenega muzeja osamosvojitve ni. Ta je bil prvi, edini, najboljši. Vi pravite, da je bil tako slab, da si ne zasluži, da bi obstajal. Če vam je bilo kaj narobe pri kadrovski zasedbi, bi ga lahko ukrepili. Če bi radi zamenjali vodstvo, ga lahko zamenjate, to lahko vsaka vlada naredi. Ne, ampak vi ste se odločili, da politično eliminirate. In bom ponovil to, kar sem malo prej govoril na naši skupni novinarski konferenci. V 90-ih letih sem bil jaz del vladajoče koalicije. Prvi predsednik prve slovenske vlade Peterle je bil pa v opoziciji. Ampak takrat smo se odločili na poti v Evropsko unijo, da je to skupen projekt. Jaz sem bil predsednik zunanje političnega odbora, Lojze Peterle je bil predsednik Komisije za evropske zadeve. Vsako pogajalsko izhodišče, preden je šel naš pogajalec Potočnik v Bruselj, sta najprej obravnavala oba organa, oba parlamentarna organa. V istem času, na istem mestu. Jaz sem bil član Komisije za evropske zadeve, Lojze Peterle je bil član odbora za zunanjo politiko. In hkrati smo glasovali. Z roko v roki, koalicija in opozicija. Tukaj pa se je koalicija, leva koalicija, leva koalicija pač odločila, da bo ta muzej ukinila. In ga je izbrisala. To je zdaj slovenski termin. Dovolili ste si izbris. Kakšne težave smo mi imeli zaradi enega drugega izbrisa prejšnjih vlad, se lahko spomnite. Ampak prej je bilo vprašanje interpelacija. Ne vem, kakšen smisel ima interpelacija. Te gospe ministrice ni več. Zdaj gre za vlado, kot je rekel Pučnik. Jugoslavije ni več. Za Slovenijo gre. In če boste še eno kakšno tako izjavo pač tukaj dal, jaz prosim, mediji so igrali pomembno vlogo v času našega osamosvajanja. In tudi zdaj bojo zaradi takih nastopov mediji igrali izjemno pomembno vlogo pri odpiranju oči ljudem, da bi vendarle razumeli, zakaj pravzaprav gre. Gre za, glejte, še eno primerjavo bom dal. Marcel Štefančič mlajši, junior, je pred RTV Slovenija izrekel tisto svojo krilatico, ki se konča na koncu. Samo enih par jih je. Ne? Nas je več. In točno tako se obnaša zdaj vlada. Obnaša se v afektu, dela neumnosti, dela v lastno škodo, dela v škodo Slovenije. Osamosvojitev si tega ne zasluži. Gospod Čelik Vidmar, osamosvojitev si tega ne zasluži, pravi gospod Kacin. Naj še enkrat ponovim, da vlada ničesar ni ukinila, da je vlada združila dva javna zavoda v večji javni zavod, v javni zavod z več zaposlenimi, v javni zavod z več zaposlenimi strokovnjaki, s primernimi prostori, s kapacitetami, s katerimi bo lahko ustrezno naslovil pomembno temo, kot je osamosvojitev. Nihče ne zanika pomena osamosvojitve. Ampak naj obenem tudi ponovim, da je kulturni sistem kompleksen in da 30 let ni bil reformiran. In da so muzeji 1/4 tega kulturnega sistema in da jih je potrebno njihove izzive prihodnje resno nasloviti. In odpiranje muzejev kar tako enostavno temu ni v prid. Kako odpirate muzejev kar tako? Je osamosvojitev kar tako nekaj, tam nekaj ali kako? Glejte, vam bom rekel nekaj drugega. Ne govorimo o osamosvojitvi, govorimo o muzejski dejavnosti. Govorimo o dejavnosti, kjer deluje Ste še kakšen muzej izbrisali? Ne, ampak tudi nobenega muzeja nismo ustanovili, ker se reforme resno lotevamo. Zdaj vas bom prekinil in vam bom uporabil argumente, ki jih vi uporabljate. Vi ste reorganizirali vlado. Ali ste kakšne resorje združili? Ne, vi ste jih razdružili. Nekatere stvari so se tudi združile. Gospod Kacin, če dovolite, bom kar jaz naprej tole zgodbo peljal. Takole je zapisalo Združenje VSO. Če se vlada do 10. februarja ne bo odpovedala odločitvi o ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, bo združenje začelo izvajati akcijski načrt o obrambo osamosvojitvi Slovenije
in njenih vrednot. Kaj konkretno pomeni ta napoved, gospod Kacin? To morate vprašati predsednika, jaz nisem član združenja. Ste pa danes nastopili na novinarski konferenci in predstavljali stališča tega združenja VSO. Ne, vsak od nas je predstavil svoja V stališča. napovedi tiskovne konference je bilo, stališča združenja VSO bodo predstavili Janez Janša, Jelko Kacin, Dimitrij Rupel in gospod Alojz Peterle. Jaz svojih stališč nisem z nikomer usklajeval, tudi nastopa nismo pred nastopom usklajevali. Jaz za svojimi stališči stojim. In mislim, da je veliko ljudi v tej državi, ki za temi stališči stoji. Ne vem, kaj vam je tega treba bilo, vi že veste, ampak to je približno tako kot z nastopi predsednice Državnega zbora. Z vsakim pojasnilom, z vsakim demantirom boste globlje tonili in na koncu se ne boste mogli izmotati iz tega zapredka, ki ga sami ustvarjate. Kako odgovarjate, gospod Čelik Vidmar, in ali obstaja sploh kakršnakoli možnost, ker združenje VSO zdaj pravi, rok je 10. februar, do takrat si vlada lahko premisli, do takrat lahko ta sklep umakne, prekliče, ali sploh obstaja kakšna možnost, da bi ga, ali je ta odločitev zdaj dokončna? Zelo veliko je tudi glasov, ki so že ob ustanavljanju muzeja osamosvojitve opozarjali, da se je ta ustanovitev zgodila brez kakršnega koli širšega soglasja, razprave, sploh pa ne strokovnega soglasja in brez kakršnih koli strokovnih temeljev. In v tem smislu govoriti, da zdajle enostavno samo z vračanjem na točko nič, iz katere lahko začnemo razvijati novo zgodbo v muzejih, delamo nekaj tako groznega, je napačno. Slovenija je samostojna. In tudi tisti, ki smo sodelovali pri njeni osamosvojitvi, verjamemo v te vrednote. Ampak jaz mislim, da te vrednote danes lahko živimo na tak način, da poskušamo naše institucije opolnomočiti tako, da bodo državljanom boljše služile. Ne tako, da ustanavljamo sicer lepo zveneče nove institucije, za katerimi pa vsebinsko, fizično ničesar ni in ki tudi ne bodo imele možnosti, da bi se razvile v to, kar želimo z zagovarjanjem vrednot osamosvojitve doseči. Vse to, kar ste zdaj pojasnjeval, je mogoče strniti v en stavek. Politično ste likvidirali muzej, zdaj si pa izmišljate argumente, ki ne pijejo vode. Ja, seveda drži, no. Seveda drži. Pobrali ste njegovo premoženje, lokacija, ki je bila namenjena za ta muzej, za katerim nič ni, je zdaj namenjena za neke druge uporabnike oziroma vaše druge inštitucije, konkretno za arhiv. In lepo vas prosim, ne morete takih laži govoriti odkrito tukaj pred javnostjo. No, mislim, muzej ni imel premoženja. Muzej je imel zgolj najete prostore in muzej je bil urinjen v projekt Državnega arhiva, ki se je že več desetletij razvijal in je bil... In zato ste ga likvidirali. In je bil narejen zato, ker je Državni arhiv že več desetletij bil brez potrebnih prostorov za shranjevanje tudi potrebne dokumentacije v zvezi z osamosvojitvijo. In zdaj je bil ta projekt na silo urinjen. Kako je lahko nekaj na silo urinjen? Bil je akt vlade, tako kot je ta vaš akt te vlade. Ali jaz lahko uporabim termin, da ste ga nasilno politično likvidirali, če vi govorite, da je bil nasilno urinjen? Projekt prenove vojašnice na Roški cesti nikoli ni bil preprojektiran za namene muzeja osamosvojitve. Ta projekt se še vedno izvaja po načrtih. Rekel ste, da je bil nasilno urinjen. Državnega arhiva. Tako je, ker je bila muzeju osamosvojitve dodeljena pristojnost, da sodeluje pri nadzoru gradbenih del, čeprav se ti prostori nikoli niso gradili zanj. Glede, tudi nobena od vojašnic Avstro-Ogrske države ni bila zgrajena za to, kar jih danes imamo. Glejte, gospod Čelik Vidmar, danes so se s posebno izjavo oglasili tudi zaposleni v Muzeju novejše zgodovine, ki ga vodi Jože Dežman. Način ukinitve muzeja
zdaj citiram, razumemo kot grob za demokratično družbo nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda. S tem dejanjem se je pokazala oblastniška samovolja do zaposlenih in žaljiv odnos do ustanove, ki letos praznuje svojo 75-letnico obstoja. Sprašujemo se, kaj to pomeni za prihodnost muzejstva, njegovo avtonomijo, strokovnost in dediščino. Kako jim odgovarjate? Prihodnost muzejstva je pred velikimi izzivi. Muzejska dejavnost je ena od tistih, ki je pravzaprav dnevno soočena z velikimi spremembami in ki je 30 let nihče ni resno nagovoril in ki 30 let ni imela nobene podpore za razvoj. In danes je to enostavno potrebno storiti. Kot Ampak za to združitev so izvedeli iz medijev, ne, pravijo, da jih nihče s tem ni seznanil. Tako, direktno. Na kakšen način so izvedeli za to združitev, sam ne vem. Ampak dejstvo je, da se bodo na muzejskem področju še dogajale spremembe in da to ne bo edina. Če lahko morda še eno vprašanje tu, gospod državni sekretar, kako pa bo zdaj osamosvojitev Slovenije predstavljena v tem novem združenem muzeju? Kako boste zagotovili, da bo dobila svoje mesto in primerno pozornost? Mi bomo to v prvi vrsti zagotovili s tem, da bo ta institucija opolnomočena, s tem, da bo imela primerne prostore in da bo tudi imela primerno kadrovsko strukturo, kar se tiče strokovne usposobljenosti zaposlenih, potem pa seveda, da bodo njeni programi primerno finančno podprti. Več razstav o osamosvojitvi zdaj? To so strokovna vprašanja in to je avtonomija vodstva muzeja. Vodstvo muzeja, strokovnjaki dela na programu in njihova pristojnost je, da povejo, kakšen program bodo razvili na to temo. Gospod Kacin, kaj pravite na to? Glejte, več kot 30 let je minilo od akta osamosvojitve, še danes nimamo muzeja osamosvojitve. Vse države, ki so se osamosvojili takrat kot mi, imajo svoje muzeje osamosvojitve. Od sosednje Hrvaške do Estonije, Latvije, Litve. To so države, ki so se demokratizirale in ki pripadajo vzhodu. Samo mi tukaj smo še vedno goli in bosi in poslušamo to latovščino, ki politično ne zdrži in ki strokovno ne drži. Torej, vlada se je pač odločila. Obnaša se tako, kot se obnaša, ker si to lahko dovoli. Da še enkrat citiram Marcela Štefančiča, jebeno več nas je rekel v kameri. Da teh besed ne boste uporabili v tem studiu. Gospod Čelik Vidmar? Jaz ne bi se primerjal z drugimi državami, ker mislim, da smo lahko boljši. Jaz mislim, da smo ob osamosvojitvi vrteli in verjeli v moč dediščine, ki jo Slovenija ima. Verjeli tudi v to, da lahko svoje institucije preobrazimo v institucije, ki bodo lahko delovale na evropskem nivoju. In da tisti, ki verjamemo v vrednote osamosvojitve, še vedno delamo v tej smeri. In zaradi tega ne potrebujemo institucij, ki bi se nominalno imenovale po osamosvojitvi. Mislim, da imamo dovolj zahtevnih nalog in izzivov na različnih področjih, da pokažemo, da v osamosvojitev in njene vrednote verjamemo. Ja, zato nas seveda prehitevajo gospodarsko po levi in desni tisti, ki so se osamosvojili skupaj z nami. Torej, mi niti svoje samopodobe ne znamo spoštovati, jo ne znamo negovati, ne znamo tega prenašati na nove generacije in to je ta nova politika. To je ta nova samopodoba. Torej, jaz sem se odločil v poznih 80-ih letih, da socializem ne more biti več prihodnost. Smo ga prakticirali predolgo. Ampak zdaj poslušamo stvari, ki se jim reče politično čiščenje. To je politična likvidacija, ponavljam. In vsak politični likvidator bo odgovarjal pred zgodovino. Jaz mislim, da boste zato morali pač prevzeti odgovornost že zdaj, v sedanjosti. Ne bo treba čakati na zgodovino. Torej, vaša odločitev je napačna, je neprimerna, je nespodobna
je politično nekorektna in ne vem, kaj vam je treba načenjati to koalicijo in to vlado in izpodkovavati legitimnost tudi na tem področju, kjer smo bili vedno vendarle vsi na isti strani. Zdaj pa pač mislite, da temu ni tako. V letih po letu 1945 smo imeli ogromno muzejev, še vsi so živi, nobenega niste politično likvidirali, še vedno poslušamo vse dogme o preteklosti, še vedno pa recimo tukaj v Ljubljani ne moremo pokopati tistih nesrečnih romskih otrok tamle iz Iga, pri vseh teh muzejih, ki jih imamo, ki se ukvarjajo z obdobjem narodno-osvobodilnega boja. To je sicer vprašanje za ljubljanskega župana Zorana Jankovića, seveda, prvenstveno. ampak je vprašanje naše kulture, odnosa in pietete. Gospod Čelik Vidmar, če še odgovorite in potem zaključimo. Mislim, da debata v tej smeri, kot je zapeljal gospod Kacin, nima nobenega smisla. Likvidacija, to so zelo težke besede. Jaz sem tudi precej mlajši od vas. Vi ste v tem času zasedali mnogo pomembnih funkcij, na katerih bi lahko poskrbeli, da bi Slovenija bila ali pa primerljiva z državami, s katerimi ste nas zdaj primerjali. Jaz še vedno mislim, da je vrednote osamosvojitve treba živeti tako, da kvalitetno delaš na svojem področju in da državljanom poskušaš zagotoviti boljše storitve. In z ustanavljanjem projektov, ki so slabo premišljeni, ki so dejansko politični projekti, za katerimi nič ni, temu ne bo tako. No, jaz se opravičujem in seveda bom prevzel en del krivde nase. Prepozno, predolgo smo čakali z ustanovitvijo muzeja osamosvojitve. In to je seveda greh vseh vlad, od osamosvojitve naprej in vseh predsednikov držav do tega trenutka. To je domača naloga, ki je nismo opravili v nobenem mandatu. Zaradi tega imamo pač mlade generacije, ki s tem obdobjem in vlogo in pomenom osamosvojitve preprosto niso seznanjeni. Ne morejo živeti teh vrednot, ker zanje ne vedo, z njimi v kurikulumu niso bili seznanjeni, pa tudi nimamo mesta, kjer bi se lahko s tem soočili in ta izpad na nek način nadoknadili. Ampak kako vi veste, da v šolah o tem ne učijo? Gospod Kacin, to je neka mantra, ki se ponavlja, da se otrok v šoli ne poučuje, da je to na koncu učbenika in da potem na koncu šolskega leta zmanjka časa, ampak to se ves čas ponavlja. In se nekako zdi, kot da je res tako. Jaz se spomnim, je že kar nekaj časa, ni pa tako zelo dolgo nazaj, mi smo se učili o tem. No, jaz vam lahko povem mojo osebno izkušnjo. Moja družina se je razširila v mlajši generaciji, da sem pridobil nekaj novih sorodnikov, mlajših, in nedavno je bil pri meni eden od teh, star je dobrih 20 let, in me prosil, naj mu kaj razložim, ker mu nič od tega ni bilo znano. In karkoli sem povedal, je bilo zanj nekaj popolnoma novega. Enostavno tega mlade generacije niso ponotranjile, ker ne morejo, nimajo. To je nerealno od njih pričakovati, to je zamuda. To zdaj ne gre za vaš muzej, ne gre za Ministrstvo za kulturo. Govorim o kurikulumu, ki gre v Ministrstvo za izobraževanje, ampak to so inštitucije, ki se medsebojno dopolnjujejo in kjer je edino mogoče dobiti sinergijske učinke. In samo s temi sinergijskimi učinki lahko ta izpad informacij pri teh generacijah nadoknadimo in stvari popravimo. Vlada sicer napoveduje leto reform, tudi spremembo verjetno na področju šolstva, tudi tu so pričakovanja kar velika. Bomo videli, kaj bodo storili konkretno na področju izobraževanja o najpomembnejšem obdobju Slovenije do zdaj, torej o osamosvojitvi. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Jelko Kacin, gospod Matevž Čelik Vidmar, najlepša hvala, da ste bila gosta N1 Slovenija. Hvala lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse naše oddaje N1 Studio najdete na naši spletni strani in seveda tudi na portalu YouTube. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.